Spoštovani gledalke in gledalci, dober večer. V oddaji Na glas nocoj predstavimo občino, ki je v središču Haloz, torej občina Cirkulane. In z nami so gostje, predstavniki občine. Najprej pozdravim gospoda župana, z nami je Janez Jurgec. Dober večer vam in vsem gledalcem in gledalkam. Imate pa tudi med sabo gospo, torej nismo samo fantje, direktorica uprave je pa Milena Debeljak. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi Ivan Stopajnik, višji referent za infrastrukturo. Lep pozdrav. In pa lep pozdrav Primožu Horvatu, predsedniku športnega društva. Dober večer. V občini Cirkulane, torej nekateri smo že bili, nekateri še pa tudi niso bili. Smo konec koncev tudi v Mariboru, marsikdo še ni na tisti konec šel, niti ne ve, kje je. Mogoče, gospod župan, vi najprej, kje leži občina Cirkulane? Torej, jaz lahko rečem, da občina Cirkulane leži v osrčju Haloz, med občino Zavrč in občino Videm oziroma Leskovcem, ki spada pod občino Videm. In seveda tisti, ki se v Haloze odpravljajo, bi lahko prišli v občino Cirkulane po dveh smereh, in sicer čez Ptuj in občino Markovci, potem pa v Cirkulane ali pa čez Videm in seveda v Cirkulane. Tako da mejite za Hrvaško, ne? Mimo za Hrvaško imamo približno 9,5 km meje za Hrvaško in seveda tudi dobre odnose z sosedi. Pa se je včasih reklo, da je to središče Haloz, ali se še vedno? Ja, za mene je še vedno to središče Haloz. Ne samo središče Haloz, jaz bi bolj rekel, da je to središče sveta. Ampak torej smo v zelo lepih krajih in tisti, ki jih poznajo, jih občudujejo, tako kot tudi mi domačini. Seveda tisti, ki jih pa ne poznajo, pa lepo vabljeni tudi v naše kraje, bodo imeli kaj doživeti in tudi seveda probati odlična vina ter kulinariko. Vsekakor bomo danes veliko govorili o vaših aktualnih dogodkih, o vaših potencialnih znamenitostih, tako da bomo marsikoga navdušili. Mogoče vas vprašam, da obrazložite, je to precej mlada občina, ne? Ena zadnjih generacij oziroma teh občin, ki so nastale, ne? Na zadnje. Res je, občina Cirkulane je ena izmed najmlajših občin, nastala je leta 2007. Z zakonom že sicer v letu 2006, ampak formalno pravno je začela obstajati z letom 2007. Konstituiral se je občinski svet in potem je lahko občina začela nemoteno z svojim delovanjem. Župan je kaj kmalu potem, bom rekla, spravil vse zadeve skupaj, se pravi, da smo prostorsko uredili vse pogoje za delovanje občine, potem izpeljal postopke za zaposlitev delavcev v občinski upravi in nekako z 1. aprilom, jaz moram reči, da sem bila prva zaposlena v tej občini, sicer kot svetovalka za upravno poslovanje, potem pa še so se mi pridružile ostale sodelavke. Od leta 2012 pa sem se prijavila na prosto delovno mesto direktorice občinske uprave, kjer upravljam to delo zdaj že drugi mandat in moram reči, da imam zelo dobro ekipo sodelavcev v občinski upravi, kjer z inovativnimi pristopi poskušamo čim bolj zadovoljiti potrebe našim občanom, da jim prisluhnemo. Vsekakor pa nam je prioriteta to, da čim več denarja pripeljamo v občino, to pa nam nekako uspeva tudi s pomočjo evropskih razpisov, kjer moram reči, da smo zelo uspešni pri črpanju le-teh. Lahko dodate, če imate za dodati, ste uspešni, torej pri črpanju, ste zadovoljni s tem? Ja, lahko rečem, da ja, ker v prvem mandatu so pravzaprav za občine bile nekako določene kvote denarja, ki se ga določene občine lahko počrpa. In mi smo bili več kot 100% uspešni, se pravi, da smo počrpali več denarja, kot nam je bilo tistikrat namenjeno. Posebej v 8. razpisu, ko smo delali še kanalizacijo v Dolanah, kjer smo nekako z 1 milijon in nekaj tisoč evri potem to kanalizacijo tudi uredili. Tako da lahko rečem, da je seveda to velika zasluga občinske uprave, ki je nekako prisluhnila tistim idejam, ki sem jih kot župan imel in seveda potem smo te ideje poskušali tudi realizirati. In lahko rečem res, da smo kot občina ena izmed uspešnejših občin.
v črpanju evropskih. Torej, vi ste župan že od začetka ustanovitve občine? Ja, jaz sem župan od začetka, pravzaprav sem bil izvoljen leta 2006 in potem spet v drugo in tretjo, tako da verjetno potem... Še manjka četrta. Letos je volilno leto, ne? To še ne vemo, letos je volilno leto, ampak to je vse odvisno od volivk in volivcev. Bomo videli. Dobro. Mi se bomo dotaknili zdaj obdobja, ki prihaja namreč praznik, občinski praznik 11. že letos, ne? Malo več o tem datumu in programu. Torej, to je res že 11. občinski praznik, ker prvo leto ga nismo praznovali, zato je zdaj 11. Če bi ga praznovali prvo leto, bi bil že 12. Torej 12 let občina obstaja. Sam program temelji na dogajanju predvsem društev, ki nekako že od 20. maja naprej organizirajo svoje dejavnosti in želijo pokazati, kako dobro delajo, pa lahko rečem, da imamo 12 društev, ki delajo odlično. Ne bi mogel izpostaviti nobenega, ker so vsa na svojem področju izredno dobra in vsekakor jih lahko pohvalim, pa ne zato, da bi me slišali, ampak zato, ker dobro delajo. Potem pa imamo prvega v petek osrednjo občinsko prireditev. Torej 1. junij je tisti datum. Tako, 1. junij. Vsako leto? Vsako leto nekako poskušamo petek v čisto začetku meseca junija organizirati to našo občinsko proslavo. Nimamo torej fiksnega datuma, ali je to 1., 2. ali je 3., odvisno od tega, kako pride ta petek. In lahko rečem, da sem z obiskom občanov izredno zadovoljen. Ni se zgodilo, da ne bi bila skoraj dvorana polna in pa šotor, na katerem kasneje organiziramo tudi nekaj malega zabave. In sem izredno zadovoljen in dokler bo obisk, je to tudi smiselno tako organizirati. Če se zdaj dotaknemo, kateri so tisti aktualni projekti, ki se trenutno odvijajo v občini Cirkulane? Trenutno imamo več projektov, ki se izvajajo. Ker sem prej omenila, da črpamo evropska sredstva, moram povedati, da smo bili uspešni na razpisu za kohezijska evropska sredstva in sicer za razširitev ekonomsko-poslovne cone v Dolanah. In sicer prijavili smo se na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi uredili obrtno cono, torej z komunalnimi priključki. Tukaj je mišljeno predvsem te dovozne poti, ceste, potem javna razsvetljava, vsa kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, se pravi, da se spostavijo vsi pogoji, da podjetniki oziroma vsi zainteresirani, ki se ukvarjajo z kakšno gospodarsko dejavnostjo, imajo potem vse pogoje, da lahko pričnejo z gradnjo svojih objektov in potem pridobijo uporabno dovoljenje in potem pričnejo z svojo dejavnostjo. Je pa bil razpis tudi, bom rekla, takšne narave, da je bilo potrebno že ob sami prijavi izpolnjevati vse pogoje. Torej, potrebno je bilo pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar smo tudi kot občina pridobili, odkupili vsa zemljišča, potem smo tudi zbirali interes za potencialne investitorje in moram reči, da glede na to, da lahko ponudimo potencialnim investitorjem zelo ugodne pogoje, ker nam je v občini zelo pomembno, se pravi ta panoga razvoj gospodarstva, saj menimo, da z razvojem gospodarstva pridobimo vsi, torej tako občina, ljudje, ki dobijo svoje zaposlitve, tako tudi podjetniki, ki imajo ugodne možnosti za razvoj svojih dejavnosti, je potem to tudi en sklenjen krog. In da lahko ponudimo pod tako ugodnimi pogoji, je prispeval tudi ta evropski razpis, ki pač dodeljuje nepovratna sredstva v višini 90%. Torej 90% nepovratnih sredstev potem dobimo refundiranih strani Evropske unije, kar smo zelo veseli, da je dejansko prišlo do realizacije. Super. Še bolj pa nas veseli, da imamo to obrtno cono že vnaprej zapolnjeno, tako da smo celo mogli sprejeti oziroma župan je sprejel sklep, da nadaljujemo z širitvijo obrtne cone zaradi pač interesa.
To je pa lep dosežek, ne? Tako da to smo zelo veseli, da nam je to nekako uspelo realizirati. Seveda župan je to idejo takoj podprl, brez njegovega soglasja oziroma težnje k tem projektom, seveda mi tega ne bi mogli realizirati, tako da smo zelo hvaležni, da je prišlo do realizacije tega. V naslednjih dneh bomo začeli z izvedbo teh komunalnih vodov v obrtni coni, tako da ta projekt bo zaključen 20.8., torej proti koncu avgusta, tako da bodo potem potencialni investitorji lahko pridobili gradbeno dovoljenje, ker so vsi pogoji za to že izpolnjeni, tako da bojo brez kakih težav dobili vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja in tako že lahko tudi letos pričeli z izgradnjo svojih objektov. En drugi taki projekt, na katerega tudi, bom rekla, polagamo velike upe oziroma ima veliko težo za nas, je pa obnova starejše dvorane, večnamenske v Cirkulanah, kjer smo se tudi prijavili na evropska sredstva in sicer na ta Evropski kmetijski sklad. In sicer nameravamo obnoviti to dvorano, potem vgraditi kuhinjo, ki bo ustrezala vsem tem standardom HACCP-a in pa vso servisno opremo, potem uredili bi na novo sanitarije, ker pa se nam zdi zelo pomembno tudi, da so neke dodatne aktivnosti, ki jih lahko počnejo udeleženci dvorane oziroma obiskovalci dvorane, smo v ta projekt vključili tudi igrala za otroke in pa fitness na prostem. To tudi dopolnjuje to dodatno turistično ponudbo. Ta kuhinja nam pomeni zelo veliko, zaradi tega, ker v okolici Cirkulan ni takega objekta, ki bi lahko sprejel 400 ljudi, da bi se tam izvajale razne prireditve in pogostitve, se pravi, da bi se lahko hrana tam pripravila. Veliko stavimo pa na lokalne te pridelke oziroma izdelke, zato ker menimo, da je zdravo prehranjevanje ključnega pomena za zdravje ljudi. Zato smo v ta projekt vključili tudi vse te lokalne pridelovalce, obenem pa so partnerji projekta tudi naša domača osnovna šola Cirkulane in pa Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze. Zraven te kuhinje, bom rekla, se vključujejo dogodki, ki so povezani z pokušnjo vin. Zato je tudi Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze tu vključeno in bo tudi, se pravi, povezava med kulinariko in vinom. Tukaj zelo pomembna, ker v naših krajih stavimo zelo na turizem, je to ena še dodatna popestritev in dodatna ponudba za potencialne obiskovalce. Super, dobro. Imamo sicer še več projektov, pa bo verjetno še župan kaj o tem povedal. Ja, ogromno je tega, ne? Zelo. Pridni ste, ne? Župan bi lahko potrdili, ne? Ja, pogledajte, brez dela ne moremo pravzaprav obstajati in mi imamo vedno neke nove ideje, ki jih poskušamo realizirati. Pravzaprav smo nekatere že poskušali realizirati od leta 2008, ampak počasi, ker se vse naenkrat ne da, pa pravzaprav je vse odvisno od financiranja in virov financiranja ter možnosti črpanja nekih sredstev. Mogoče tisto ravno točko o gospodarstvu, ne, in tej infrastrukturi novi je omenjeno bilo, da je že vse tudi rezervirano, ne? Res je, to so sladki problemi, jaz pravim, ne? Ja. Zato, ker smo v začetku seveda bili malo skeptični, ali bo to vse tudi zapolnjeno. No, ugotovili smo, glede na interes, da je več kot zapolnjeno in da smo pravzaprav ta trenutek morali nekatere podjetnike odsloviti, bom rekel, ampak ne zavedno, temveč samo do razširitve te poslovno-obrtne cone, ker je to edina varianta, da lahko občini tudi dodamo neko dodano vrednost. Seveda pa smo, če se vrnem malo nazaj, študirali na obrtno cono že leta 2008, ampak takrat nismo imeli sprejetega prostorskega načrta. In leta 2014 smo sprejeli občinski prostorski načrt in tako lahko potem planirali to obrtno cono. Drugače pač ni šlo, mi smo že v tistih krat evropskih sredstvih rezervirali sredstva, ampak smo jih potem porabili za drugi namen, ker pač tega nismo mogli realizirati.
Kar se pa tiče projektov nasploh, je pa seveda veliko odvisno od tega, kako je občina iznajdljiva in kaj je sploh možnost v državi črpanja sredstev. Mi pač vsako možnost, ki jo vidimo, tudi poskušamo izkoristiti in lahko rečem, da nam je do zdaj to v veliki meri uspevalo. Kaj bi na primer lahko izpostavili, da se je zgodilo v tem do sedaj zadnjem mandatu, da je v občini Cirkulane za pokazati? Pravzaprav se moram vrniti malo nazaj. Mi smo bili infrastrukturno zelo podhranjeni. Se pravi, ceste smo imeli v izredno slabem stanju in imeli smo kar precej cest, ki so bile neasfaltirane. Danes smo se približali skoraj tako daleč, da imamo samo še nekaj 15 kilometrov neasfaltiranih cest in verjetno bo tudi Ivan več o tem kasneje rekel. Imeli pa smo tudi drugo infrastrukturo, pravzaprav tako, ki ni bila uporabna za vse namene in tako smo v teh letih uspeli narediti dvorano, ki je za moje pojme ključnega pomena, potem tudi športni stadion, pravzaprav slačilnice, da lahko športno društvo razvija svojo dejavnost. Potem smo uredili nekaj kanalizacije v Brezovec, Medribnik in pa Dolane na zadnje. In seveda večji projekt je pa seveda obrtna cona, ki ga pa nameravamo realizirati v letošnjem letu. Super. Po oglasih se bomo torej osredotočili na cestno infrastrukturo, da tam ugotovimo, katere zadeve so v načrtu, kaj je bilo storjenega, pa tudi šport, če imamo za obdelati. Najprej pa oglasi. Oddaji na glas danes torej o občini Cirkulane in pa torej nadaljujemo na področju cestne infrastrukture. Katera področja, kaj je bilo potrebno, kaj ste v teh letih naredili, recimo lahko mogoče malo bolj podrobno vi, ki ste višji referent za infrastrukturo, in pa predvsem zanima verjetno gledalce, sploh tiste iz vašega konca, kaj je še v načrtu, kaj še je v rokavu? Ja, to je prvič problem vsake občine. Mi smo relativno mala občina, s tem, da imamo kar nekaj kategoriziranih cest, približno 130 km. Kot je že župan povedal, v začetku dejansko je bila cestna infrastruktura, bom rekel, bolj v klavrnem stanju. Danes bom rekel, da smo lahko že malo bolj ponosni na stanje, kot je bilo izpred parih let. Dejansko nekje okoli 15 km še teh makadamskih vozišč. Letno približno, naprimer v lanskem letu smo modernizirali 4 km cest v vrednosti približno 335 000 evrov. Tukaj smo kar črpali sredstva iz 23. člena zakona o financiranju občin. In pa tudi v letošnjem letu, sicer ne v takih dolžinah, ampak se trudimo, da pridemo tudi na 4 km modernizacije teh cest. Torej, kdaj pa je ta rok, kdaj bi lahko bilo to narejeno? To je že tudi v proračunskem letu, v tem letu. Aha, do konca, ne? Če nadaljujemo potem na področju komunale, kaj se tam dogaja, kako je tam viden napredek, mogoče vi? Tako, kot je župan že omenil, smo v preteklih letih na veliko, bom rekla, gradili ta kanalizacijski sistem, tako da lahko rečemo, da glede na aglomeracije, ki so v občini določene, smo v 100% obsegu zgradili to kanalizacijsko omrežje v Cirkulanah, torej v naselju Brezovec in pa v naselju Dolane. Tam je bilo potrebno pokriti območje z kanalizacijskim sistemom, ker pa je naša občina tudi hribovita in vse posod gradnja kanalizacije tudi ni ekonomsko upravičena, smo poiskali eno drugo rešitev za naše občane in jim priskočili na pomoč glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda. In sicer občinski svet občine Cirkulane na predlog župana sprejel pravilnik o sofinanciranju mini čistilnih naprav. Se pravi, ljudje vgradijo mini čistilne naprave, potem dajo zahtevek na občino Cirkulane in dobijo v višini 50% oziroma odvisno od števila družinskih članov povrnjeno
torej kupnino oziroma znesek, ki so ga imeli sofinanciranje. Tako da smo na nek način uravnovesili, se pravi tudi tiste prebivalce, ki so pokriti z kanalizacijskim sistemom in pa tistimi, ki si urejajo na drugačen alternativen način to tematiko. Potem dodala bi še to, da imamo dobro organiziran tudi sistem odvoza komunalnih odpadkov. Skoraj 99% gospodinjstev v občini je pokritih z posodami za smeti, torej z odvozom odpadkov. Moram pa reči, da tudi vsako leto organiziramo občina skupaj z društvi, vaškimi odbori, tudi čistilno akcijo, tako da nekih divjih odlagališč, tako kot je to bilo v preteklosti, več ni, tako da se res ohranja tista narava, ki je v Halozah značilna. Ostala komunalna infrastruktura, pa tako kot je že moj sodelavec povedal, kot so ceste, se pa vsako leto rešuje, tako da vsaka cesta, ki še je morebiti neasfaltirana, bo v nekem krajšem obdobju asfaltirana. Res pa si želimo, da vsaki naš občan ima, bom rekla, asfaltiran dostop do, bom rekla, pomembnejših cest, ker središče, kot so Ptuj ali pa avtocesta, tudi niso tako daleč, se pravi, ljudje si lahko ustvarijo tukaj kakovosten dom, kakovostne pogoje za življenje v Halozah, pa kljub temu recimo delajo v kakšnem središču. Tako da cestne povezave so z leta v leto boljše. Kar se pa tiče mogoče dostopa do telekomunikacij, pa moram povedati, da smo se haloške občine združile skupaj v en konzorcij, da tako rečem, in se vse te haloške občine prizadevamo, da bi imeli optiko. Ker se zavedamo tudi, da vsi ti podjetniki, ki so v naših občini, morajo imeti tudi kvaliteten dostop do interneta in do vseh teh storitev, kajti dan danes je pač način življenja takšen, da se to zahteva. In dejansko imamo zdaj podatek, da bi naj ta zasebni investitor, podjetje Rune, v poletnih mesecih se oglasil tudi na naši občini oziroma vseh haloških občinah in nam predstavil projekte za izgradnjo optičnega omrežja, ker se tudi naša država zavezala Evropi, da bo do leta 2022, oziroma prvi rok je do leta 2020, se pravi na celotnem območju Slovenije zagotovila 100 megabitov na sekundo prenos. In ta cilj tudi mora Slovenija zagotoviti. V preteklosti je bilo to tako, da so občine dejansko gradile to infrastrukturo oziroma omrežja, sedaj pa je to pač na načelu tržnega interesa spostavljeno, tako da bo v bistvu zasebni investitor s pomočjo teh evropskih sredstev, kreditov Evropske investicijske banke zgradil to omrežje, tako da bi vsi državljani imeli enake dostope do internetnih storitev. Torej, kaj je tu vaše delo, recimo, je veliko potrebno postoriti na tem področju? Kar se tiče konkretno v takem projektu, vsekakor bo občina tu pomagala za nekimi služnostmi in tako naprej, se pravi, kar nekaj sodelovanja. Tu večinoma se pravi, potekajo ti vodi po zasebnih zemljiščih, kjer je pač potrebno sodelovanje občine. Soglasja. Tudi podjetnikov je kar precej, ali kaj, v Cirkulanah? Ja, lahko rečem, da smo Haložani pravzaprav pridni ljudje in to se pozna tudi pri podjetnikih. Vsi, ki delujejo, so nekako uspešni in lahko rečem, da je ta podjetniški duh seveda z možnostjo vedno prisotni in tudi raste na nek način. Mogoče sta prej direktorica in Ivan pozabila tudi povedati, da imamo še en projekt, taki, ki ga želimo uresničiti, to so pa kolesarske steze, ki jih pravzaprav načrtujemo skupaj z 5 hrvaškimi in 6 slovenskimi občinami in smo ta projekt tudi prijavili, vendar še nismo dobili dokončne odločitve, ali je projekt uvrščen ali ne. Dobili smo samo to, da je vse v razpisu oziroma projektu v redu. Pričakujemo pa, da bo to verjetno znano nekje v mesecu juniju, juliju, tako da bomo lahko tudi potem to načrtovanje za kolesarske steze pospešili. Mi nameravamo seveda delati te kolesarske steze, ki bojo dodatek k turistični ponudbi od Borla za potokom Bela
do Cirkulan, tam se pa nekoliko razprši, ker imamo take javne poti, da je tudi možno potem kolesariti po javnih poteh. Ja. In seveda to sodelovanje smo nekako na našo pobudo razširili tudi na hrvaško in pa slovensko stran haloških občin, tako da praktično sodelujemo vse haloške občine in nekaj hrvaških. Torej, kolesarstvo je pa tudi del športa, ne? In za šport ste pa vi odgovorni tule v tej občini, pravzaprav odgovorni in nekako spodbujate, ne? Mlade in starejše. Kako poteka v vaši občini ta zadeva? Tako je, predsednik športnega društva Cirkulane sem sedaj 4. leto. In moram povedati, da to upravljam s ponosom, čeprav mi poleg službe internista Splošne bolnišnice Ptuj vzame to kar veliko časa. Ampak ker sem pač zaveden Haložan, to delo upravljam s ponosom. Moram povedati, da sem začel kot mlad nadobuden športnik, nogometaš v 6. razredu, se pravi 12 let star, takrat na enem travniku, urejenem kot igrišče zraven šole. V današnjih standardih, to, kar imamo danes, mu ne bi rekli niti pomožno igrišče takrat. In sedaj, če se ozrem 20 let nazaj, v današnji dan, pa imamo v Cirkulanah enega izmed najbolj sodobnih športnih objektov daleč naokoli. To pomeni pokrito tribuno z sedeži za približno 300 gledalcev, 4 slačilnicami, vrhunsko travnato površino, ki nam jo zavidajo, mogoče tudi kakšen prvoligaš, pomožno igrišče z reflektorji, tako da so omogočeni treningi tudi po noči. Potem umetno travnato površino, kjer tudi lahko upravljamo treninge, ribnik in pa atletsko stezo. Tako da preko ste vprašali, kaj so bili pretekli pomembni projekti v občini. Mogoče župan samo skromno omenil, da je to bil športni stadion. To je dejansko vrhunski športni stadion in vrhunski športni park. Tako. Katere aktivnosti so zdaj tule žive? Naša glavna aktivnost je seveda nogomet, pač kot najbolj popularen šport, čeprav sem pred leti nekje prebral, da je Slovenija ena izmed 2 držav v svetu, kjer nogomet ni najbolj popularen. Ampak mislim, da to za naš kraj ne bi mogel reči, ker kljub temu, da imamo zelo veliko tribuno, je stadion praviloma poln, ko so tekme. Torej, igramo nogomet v Medobčinski nogometni zvezi Ptuj. Imamo prav vse selekcije mlajših otrok vključene v to, do 15. leta. Potem pa člansko ekipo, ki je tudi zelo uspešna in se trenutno bori, oziroma smo prvo uvrščeni v Superligi. Prvo mesto nam omogoča napredovanje v 3. slovensko ligo. Pred 2 letoma smo že bili prvak in smo takrat žal zaradi nekaterih drugih težav in to predvsem z pomanjkanjem kadra mlajših selekcij to morali odkloniti. Tako da letos, če se nam pa ponudi priložnost, bomo pa vsekakor bolj primeren kandidat za napredovanje. Kakšen je kaj odziv zdaj mladih, kakšen je odziv populacije občanov? Da zelo dober. Kot sem že omenil, vse selekcije od vrtečkih otrok do 15. leta imamo polne. Včasih mogoče nastane kakšen generacijski manjko, kakšna slabša generacija in ker pač kontinuiteta se mora zagotavljati pri treningih, si sposodimo mogoče igralce iz sosednjih občin, veliko pa sodelujemo tudi z sosednjo Hrvaško, z Višnico in pa z sosednja občina od Višnice. Lepoglava, verjetno. Lepoglava, tako je. Moram pa povedati, da so v članski ekipi tudi igrali že kar nekaj tujcev, in sicer iz Srbije, iz Kosova, kar nekaj Hrvatov, trenutno en Hrvat igra. Lani pa smo imeli posebno čast in je igral za našo ekipo tudi Brazilec iz Sao Paula, star 20 let. Res. Tako, ampak je žal predčasno končal sezono zaradi poškodbe in se vrnil v rodno Brazilijo. Torej, eno področje je zdaj fuzbal, nogomet, je pa verjetno imajo pa mladi in vsi še kakšne druge priložnosti. Tam še je ribnik. Imamo tudi ribiško sekcijo. Potem 2 leti je sedaj na voljo za vse občane, pa tudi za člane športnega društva atletska steza. In naj z veseljem povem, da jo občani zelo veliko koristijo. Dejansko je vsako popoldne, pa tudi v večernih urah atletska steza polna. Tu so tako najmlajši kot starejši upokojenci, jo koristijo za hojo.
Vsako leto organiziramo tudi Anijski tek, sedaj že 12 leto zapored. Lani smo ga razširili z tekom za najmlajše, to pomeni za vrteške otroke in prvošolčke. Tek imena smo izbrali na tečaju in otroci so sami izbrali ime tek malih nog in odziv je bil nad vsemi pričakovanji. Teklo je približno 60 otrok, tako da nam je zmanjkalo medalj. Smo na srečo imeli v arhivih neke stare medalje še, tako da niso bili razočarani otroci. Se pa teka udeleži tudi veliko ljudi iz širše okolice, tudi iz Avstrije, iz Nemčije, iz Hrvaške. Vsakoletna udeleženka je tudi Helena Javornik, naša najuspešnejša maratonka, tudi Daneja Grandovec, zadnja olimpijka. Tako da je ta tek kar priznan. Kaj bi zdaj, če bi zaokrožil in povzel kot predsednik društva športnega, si še želel v prihodnosti? Kaj je zdaj cilj? Veliko dam na to, se pravi ne samo na tekmovalni šport, ampak tudi, da občani se zavejo pomena športa in rednega gibanja. Vsekakor je pravilen korak v tej smeri že bil storjen z odprtjem atletske steze. Veliko pa damo tudi na ta projekt kolesarske steze. Menim, da so Haloze odlična destinacija za vse kolesarje, kar je v teh poletnih mesecih že opaziti na naših cestah. Veliko kolesarjev vozi se. Potem je tudi pri nas zelo dejavno planinsko društvo. Imamo kar nekaj pohodniških poti. Tudi tu imamo še ogromno rezerve, mogoče v širšo ponudbo, da se da s kakšnimi gostinskimi ponudbami, kakšni pohodi, kolesarske trekinge. Tako da kar nekaj možnosti še je razvoj. Kar se pa tiče tekmovalnega športa, pa mislim, da počasi dosegamo nek plato, to bi bila mogoče 3. liga, to, kar si lahko mi privoščimo še eno. Mladim prijazna občina in športno aktivna, bi lahko rekli? Pravzaprav bi lahko rekli tako, čeprav mogoče na prvi pogled ali pa na hitrico, ko pogledamo, tega ni opaziti, ampak kot sami vidite, predsednik športnega društva navede dejavnosti. Seveda pa je vse še povezano z dejavnostmi v šoli, tudi tam podpiramo šport od juda do košarke, do nogometa, odvija se tudi marsikatera tekma med določenimi šolami v naši dvorani. Prej tega nismo imeli omogočenega. Vem, da smo bili leto ali dve vključeni v ŠKL, nogomet, ampak smo takrat tekme izvajali ne v Cirkulanah, temveč v občini Zavrč, ki pa tudi ni imela primerne dvorane in ravno zaradi teh anomalij, ki smo jih opazili, smo mi seveda rekli, da moramo zgraditi tako dvorano, kjer bo normativna in možno igranje torej malega nogometa in vsega ostalega, kar pač v tej dvorani lahko. Tako da lahko rečem tudi, da je dvorana praktično zapolnjena ne samo s tistim aktivnim športom, ampak tudi z rekreativnimi dejavnostmi. Tako ženske kot moške ekipe pravzaprav rekreativno hodijo v dvorano telovaditi, hodijo na gimnastiko, hodijo na te zadeve. Vidim pa, da nam je manjkalo seveda fitness, kjer bi tudi verjetno marsikateri rekreativec posegal po teh aparaturah, zato smo seveda k dvorani vključili tudi zunanji fitness. V dvorani pač nameravamo imeti možnost razvijanja gostinske dejavnosti, na nek način tudi tistega, kar je prej direktorica Milena rekla, tudi HACCP sistem uvesti oziroma imeti take standarde, da bo to lahko in bo vsak lahko tudi od tega občan, ki namerava kakršnokoli zadevo vlagati, prodati, kuhati marmelade, na pamet govorim, bo lahko to delal v naši dvorani, ker bo imela ta standard, ne. Zunaj pa pač ta zunanji fitness. Nameravamo pa tudi v prihodnje urediti nekje tam okoli 60-70 ležišč znotraj garderob, ki so jih imeli prej športniki, ki zdaj seveda ne potrebujejo, in bi lahko potem to dopolnili tudi z kako
nočitvijo tistih, ki bi v dvorani imeli kaj in potem seveda raje prespali tam, kot šli na cesto, če seveda spijo kakšen kozarec vina. Tako da bi lahko bil to tudi prireditveni prostor, ne, za kakšne Tako je. proslave ali karkoli, ne. Ljubiteljske kulturne dejavnosti so tudi zanimivo področje in vemo, da ste v Cirkulanah zelo bogati na tradiciji, kulturi. Kako je z društvenimi dejavnostmi? Torej, tako kot sem že prej rekel, naša društva odlično delajo. Katerokoli društvo pogledamo, od kulturnega društva, ki ima seveda dolgo tradicijo, mislim, da za leto 2 bo praznovalo društvo 120 let delovanja. Seveda ima kulturno društvo tudi 7 sekcij, to je od mladih veseljakov do ljudskih pevcev, ljudskih pevk, folklore, dramske sekcije. Ne vem, kaj bi še dodatnega tukaj našteval, ker skoraj pokrivajo vse dejavnosti kulture, ljubiteljske, ki je. In seveda ostala društva, ki se po vseh svojih močeh trudijo, od čebelarskega društva, športnega društva je tako predsednik že omenil, potem planinskega društva, potem društva vinogradnikov in sadjarjev, društvo rejce, drobnice, Haloze, ki povezujejo tudi širše območje, ne samo našo občino, prav tako recimo sadjarje, vinogradniki pokrivajo širše območje, saj mislim, da je vključenih okrog 16 občin v eno in drugo društvo. Potem gospodinje, ki jih praktično porabimo pri vsaki dejavnosti, tako društev kot občine. Res turistično društvo, društvo za grad Borl, da ne bom našteval zdaj popolnoma vseh, vsako društvo svojo specifiko pokriva in odlično dela. To je tudi seveda tista dodana vrednost, ki jaz kraju vidim, ker je dogajanje praktično skozi celo leto. In tu moram reči seveda, da so predsedniki tisti, ki vse to peljejo po tej poti, kot je potrebno, in občina seveda to po svojih zmožnostih finančno podpira, tako da pripravljamo vsako leto razpis za druga društva vsa, potem pa posebej seveda za gasilce, ki jih nisem omenil, ti so tako ali tako vedno zraven, ne? Potem posebej pripravljamo razpis za šport, posebej pripravljamo pa razpis tudi za kulturo. Tako da ta 3 društva tako ali tako po zakonu mi moramo financirati in pa seveda poskušamo omogočiti čim več, kolikor pač naš proračun prenese. Bomo govorili še o nadaljevanju, še o 3. delu oddaje, v zadnjem o kmetijstvu in tem področju. Kaj je pri vas najbolj razvito? Seveda verjetno vinogradništvo, kar na enem izmed prvih mestu, ampak še prej si moramo privoščiti oglase. Oddaji na glas danes o občini Cirkulane. Središču Haloz, tako rekoč, in pa veliko smo že povedali, povabili gledalce, nismo se še podotaknili tiste dejavnosti kmetijstva, s katerim se marsikdo nekoč je preživljal, danes tudi se še prav tako na kar marsikateri točki v Halozah preživlja. In kaj je v občini Cirkulane tista kmetijska dejavnost, katera dejavnost izstopa? Ja, mislim, da vseeno smo vinogradniška občina in tudi vinogradništvo najbolj izstopa. Lahko bi pa rekel, da se v zadnjem času tudi precej razvija sama reja drobnice in pa seveda, da ne bom pozabil omeniti kmetije Bedrač, ki se pa ukvarja z predelavo sira Kos. In pa imamo 2 taki kmetiji, ki se ukvarjata z peko kruho in peciva, to je Blanka Arnečič in As Arnečič kmetija. Seveda je v Halozah bilo včasih bistveno več sadja, kot je danes, čeprav jaz seveda upam, da bo tudi sadjarstvo dobilo svoje mesto, tako kot ga je imelo nekoč. Tudi to poskušajo naši vinogradniki oziroma Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze spodbujati in letos ravno nameravajo urediti en vzorčen sadovnjak
skupaj seveda z lovsko družino Cirkulane na njihovem delu zemljišča, tako da bo tudi to mogoče en del te spodbude, ki bi jih seveda naj občani imeli. Je pa res, da je razdrobljenost samih parcel na našem območju kar precejšnja in velikih kompleksov praktično ni. Mogoče je največji kompleks okrog Svete Ane, kjer imamo tudi posajeno potomko stare trte iz Lenta, na kar smo še posebej ponosni. Namreč mi smo v letu 2007 že takratnemu županu, gospodu Kanglerju, podali vlogo, če lahko to cepljenko tudi dobimo, in dobili smo jo v 2007 in jo za Urbanovo nedeljo tudi posadili. Kdo skrbi za njo? Tako. Kdo skrbi za njo? Pravzaprav je tako, da sem gospodar jaz kot župan, to po funkciji, drugače pa imamo gospoda Arnečiča, ki skrbi za to potomko in moram reči, da skrbi za njo odlično. Pravzaprav pa je to v sklopu potem seveda Društva vinogradnikov in sadjarjev, ki ima pri Sveti Ani tudi en vzorčni nasad, tako vinski sort grozdja kot sort zobaric, in seveda tudi del nasada je češenj ter sliv pa jabolk. Tako da tam nameravajo imeti vinogradniki tudi do neke mere svoj center dejavnosti, ki jo seveda izvajajo. Dobro. Mogoče bi dodali samo še to, kar se tiče kmetijstva. Občina vsako leto razpiše sredstva za spodbujanje kmetijstva, in sicer tistim, ki imajo status kmeta, lahko kandidirajo na nepovratna sredstva, in sicer skupni proračun teh sredstev je nekje 15 000 evrov, in ti vlagatelji so upravičeni do povračila določenih stroškov, in sicer za nakup opreme, potem strojev, zavarovalne premije, nakupa zemljišč in tako dalje. Tako da na ta način tudi poskušamo spodbujati kmetijstvo. In to je že mimo, ta sredstva so že razdeljena? Za letos še ne, ker pokrivamo dejansko eno leto, in ta razpis je odprt v mesecu septembru, približno 20 dni, in potem zajame celoletne stroške prejšnjega leta. Torej prijavijo se vlagatelji, ki priložijo račune, ki so jih pridobili oziroma z nakupom pridobili v preteklem letu, in potem dokazujejo te stroške in jih potem dobijo vrnjene. Super. Je pa tudi še en razpis, sem zasledil na spletni strani. Za gospodarstvo. Ja, za gospodarstvo. Tako. Pa še en, ki se je podaljšal na 25.5. To je pa Las Haloze, ali kako? Ja, to je Las Haloze, ki je preko Lasov. Vendar mi imamo praktično na občini 3 razpise za sofinanciranje. Prvi razpis je ravno razpis za kmetijstvo, drugi je za gospodarstvo, tretji razpis pravzaprav pa je za mini čistilne naprave. Kar se pa tiče Lasa, to je pa tisto, na kar se lahko prijavijo posamezniki ali pa občina z svojimi projekti. Okay. Občina pa je članica Lasa. Ja. In na ta razpis lahko kandidirajo tudi društva, ker se drugače na druge razpise ne morejo. In sedaj ste podaljšali, oziroma Las je podaljšal, ne? Tako. Torej datum do 25. maja. Drži. Če se še dotaknemo teh pohodnih poti, turizma in teh stvari, pohodniške poti smo prej izpostavili, katere so, ker Haloze so cele takšne prijazne pohodnikom, planincem, ne? Torej, z glave tako najbolj mi parete sedaj naprej Bračičeva pot, to je imenovana po gospodu Bračiču, ki je bil ustanovitelj oziroma prvi rektor Mariborske univerze. Ustanovili so to pot našo planinsko društvo. Potem druga tako znana pot je pa Mustrova pot. Tudi naš potomec ima svoje prednike v Halozah, Miki Muster. Potem pa so še tu poti v sklopu vinogradniških poti in pa Haloška planinska pot, ki teče od Borla do Donačke gore oziroma do Boča. To je nekaj izmed teh glavnih poti. Drugače pa so Haloze same po sebi, katerokoli pot odsvereš,
je zanimiva in lepa. Zdaj, da greš iz Borla pa na Donačko, rabiš kar nekaj dni? Ali? 2 dni traja pot. 2 dni. 2 dni? 2 dni, ja. Moram reči, da so to haloško planinsko pot prehodili dijaki iz Kranjske gimnazije, iz gimnazije Franceta Prešerna, in sicer v okviru enega projekta, ki ga imajo organiziranega, in sicer približno 10 dijakov se je mudilo po tej haloški planinski poti približno 3 tedne nazaj, in sicer prišli so z vlakom do Ptuja, potem nadaljevali z vso opremo in hrano peš do Cirkulan, kjer so kampirali na stadionu v Cirkulanah in potem naslednji dan nadaljevali pot naprej proti občini Videm in kasneje proti Donački gori. In moram reči, da so bili izredno navdušeni nad lepoto Halos in so vsi rekli, da se bodo zagotovo še vrnili, ker so ljudje prijazni, pa tudi sama krajina je zelo čudovita. Vsekakor je to pohvale vredno. Je pa tudi ta ponos vaše občine, grad Borl, ne? Mogoče par besed o tem gradu, verjetno si želite, da bi ga tudi še v prihodnosti obnovili. Kakšno je stanje? Torej, stanje gradu Borl je porazno. In res je, da je Borl ena izmed ključnih zadev v naši občini, ki je pa seveda last ministrstva. In ministrstvo je z gradom že počelo tudi vse mogoče. Razpisalo je najem gradu, je bilo, pač tisti razpis je bil 2-krat ali 3-krat neuspešen. Potem je grad Borl bil uvrščen tudi v program prodaje. Tudi to se mislim, da je izvajalo 2-krat, 3-krat, tudi to ni uspelo, zato ker so bili verjetno pogoji tega prehudi. Prav tako je zdaj nameravalo ministrstvo v teh letih grad Borl delno obnoviti. Ta obnova se seveda malo zamika, ne vem, ali bo sploh v letošnjem letu kakršnokoli delo na gradu potekalo. Namreč 2 zadevi so, eno je skala, na kateri Borl stoji, bi se morala obnoviti, ker ogroža cestišče do mejnega prehoda Zavrč. Drugi del pa je sam grad, ki bi ga bilo potrebno obnoviti in mu dati neko vsebino. Del vsebine bi naj bila tudi seveda nekako natura in pa dogajanje, ki je v gradu Borl, to so netopirji. Ti bi se naj z razno tehniko snemali, predvajali, tako da bi bilo možno obiskati grad Borl in seveda to tudi opazovati. Medtem pa bi se seveda del gradu obnovil. Tukaj so seveda mišljena sredstva iz nekako ne kulturnega ministrstva, ampak evropska kohezijska sredstva, ki bi jih seveda preko kulturnega ministrstva vložili v to, da bi lahko grad Borl vsaj začel delovati. Seveda si Društvo za grad Borl precej let skupaj z občino obstaja za ohranitev gradu, ne? Tako, prizadeva, da bi ta grad le dobil neke možnosti razvoja, ker to je za našo občino ključnega pomena. Vendar žal še vedno ni tistega iz ministrstva kot lastnika, da bi to seveda začelo početi, delati. Občina sama pa je seveda premajhna, da bi lahko z lastnimi sredstvi ali pa kakorkoli sodelovala pri tej obnovi, saj naš proračun tega ne omogoča. Imate tukaj zavezane roke, ne? Tako je. Torej, počasi se nam čas izteka. Prijetno je bilo sodelovati z vami, predstaviti občino. Če še na koncu povzamemo, torej občina Cirkulane je mlada občina, vendar primerna in pa vabljiva za turiste in za naše domačine, ne? Res je, naj mladost nobenega ne zavaja, kajti mi, ko smo občina postali, smo morali delati tako, kot da smo občina že od takrat, ko so se občine ustanavljale. Časa nismo imeli za uvajanje in za seveda posedanje brez dela, tako da smo že v prvem letu začeli delati na polno in to se seveda v teh 12 letih pozna.
Zato menimo, da je res naša občina tako prijazna za ljudi, ljudje, ki tam živijo, so zadovoljni, vsaj upam, da z življenjem, ker je življenje neprimerno kvalitetnejše kot recimo v kakem velikem mestu. Veliko naših ljudi se tudi vrača in naseljuje na novo v naši občini, tako da je to tudi en pokazatelj in zdaj z poslovno obrtno cono in ADK, bom rekel, firmo, ki tam deluje že dolga leta, je seveda to še nekoliko več možnosti. Nismo pa daleč oddaljeni ne od avtoceste, ne do Ptuja, ne do Maribora, tako da je praktično to v 45 minutah skoraj da vse dosegljivo. Super, hvala lepa vam za obisk in za predstavitev vaše občine. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost, toliko o občini Cirkulane, do naslednjič pa lahko noč.